Od nekdaj lepe so Ljubljanke slovele, a lepše od Urške bilo ni nobene, nobene v čem bilo bolj zaželene, ob času nje cvetja dekleta ne žene. Ko najbolj izvest je Danica svetla, najlepša iz deklic je Urška bila. Pozdravljeni, prijatelji! Na današnji praznični dan bomo pokukali v kulturne ustanove. Prijatelji iz vrtca Velenje, enote Vrtiljak, nam bodo povedali, kaj se dogaja v kulturnem domu, v gledališču, a ne potem knjižnici, v galeriji in še kje. Povedali nam bodo, kako se je tam treba obnašati, nam pa bodo danes tudi nekaj zaigrali, in sicer lutkovno predstavo, ki so jo pripravili čisto sami. Res bo zanimivo, zato ostanite v naši družbi. Jaka, zdaj pa poglejva, kdo je z nama. Na moji desni strani je kdo? Ema. Ema. In? Sara. Pa tukaj na levi? Aleks. In? Ijan. Ijan. Kako ste, otroci? Ste dobro? Omenila sem, da nam boste danes zaigrali pravo lutkovno predstavo. Mogoče ne prav celo, ampak delček pa, a ne da? A to drži? Ja, Drži. A čisto celo? A je kratka? Ja, ful kratka. Ful kratka. Ste veseli, ker jo igrate? Milijone stole, tako je kot v domu. A tako kot v kulturnem domu. Danes bomo imeli tele lepe, bele stolčke, jaz vas bom gledala, vi boste pa zaigrali. Z Jakom se bova usedla in pogledala vašo predstavo. Ampak preden mi vi odigrate to predstavo, se moramo še kaj pogovoriti, malo povedati otrokom, da bodo vedeli, kaj jih čaka, ne? Smo rekli, da nam boste povedali nekaj o lutkah. Kakšne lutke imate danes? Kako jih lahko naredimo? Jaz vem, da smo včasih naredili lahko lutko iz kuhalnice, lahko je iz kakšnega blaga, kartona. Kakšne so pa vaše lutke? Iz blaga in kartona. Iz blaga. Iz blaga? Ne, tako mehko. Mehko. A ste oblikovali glavice, pa ste noter napolnili nekaj? Ne, to je že bilo Niste? Ena druga, mi smo sam zajčku ušesa. Ja, pa zajčkovo glavo, pa malo medu tule. Ste popravili malo, a ne da? Ja. No, zgodbica, o kateri govori ta lutkovna predstava, pa je kakšna? O čem? Vsaka lutka ima svojo vlogo, je tako? No, katere lutke igrajo v tej predstavi? Kdo? Medved, lisica in kule. In petelin. Petelin? Ja, ampak kužka nismo vzeli zraven. Ja, ker nas je samo 4. Povejte mi, ali ste si vi izmislili zgodbico, ali ste to pač povzeli iz neke knjige? Alenka si je smislila. Pa tudi skupaj smo si, ampak to nam je že kazala nekaj. Torej, mogoče že obstaja napisana zgodbica, kako pa nosi naslov ta predstava? Kakšen je? Zajčkova hišica. Kaj pa potrebujemo še poleg lutk? Še kaj drugega za to predstavo? Hišice od lisičke. Torej, ja. Še kaj imate vi? Razen štora. Kaj je tam gor? Tam je hišica? Štor. Ja, ponavadi se potrebuje tudi kakšna scena in hiške in to, kar imate vi seboj danes, temu se reče scena. Pa kaj pa še potrebuje ena predstava, recimo, kdo vse je v tej predstavi? Poleg igralcev oziroma lutk, kdo še skrbi, da nastane predstava? Nekoga, ki bo za lutkovno predstavo napisal zgodbico, temu rečemo kako? Veste, kako mu rečemo? Scenarist napiše scenarij, da mi vemo, kako je treba igrati, a ne? Večke še odloži ta čopiče, bomo potem ustvarjali. Kaj pa režiserji? A vi veste, kdo so režiserji? Ja, riše po mizi, to pa ni najbolj lepo, Kar pusti. No, kdo mi bo povedal, kaj mislite, kdo je režiser? Kaj počne režiser? Tisto, ko snema kamero.
To so kamermani. Režiserji so pa tisti, ki povedo, kaj naj kamerman posname. Ali naj sedaj snema medvedka, ko govori, ali naj posname zdaj hiško, iz katere se iz dimnika kadi, ali pa kaj podobnega, ne da? Iz dimnika kadi. To je režiser, ki pove, kaj je potrebno v določenem času posneti. A bomo risali? Risali, ne, nekaj drugega bomo ustvarjali. No, pa poglejmo še. Poglejmo še nekaj. Vse, kar hočem. Ne moremo vse, kar hočemo. Danes smo tukaj zato, da se posvetimo našim kulturnim ustanovam, ki smo rekli, da je gledališče lahko. In ko gremo na lutkovno predstavo v gledališče, kaj potrebujemo? Jaz, če bi šla na vašo predstavo, kaj potrebujem? Kako lahko sploh pridem na predstavo? S karto. S karto, vstopnico. Vi ste mi danes prinesli vaše vstopnice. To je moja. Dobro, zdaj pa poglejmo, kakšne vstopnice so tukaj. Malo jih bom jaz pokazala. Nismo imena. Otroci so takole lepo narisali, vsak svoje vstopnice. Zdaj mi bo pa nekdo, mogoče Ema, ne? Ja. Ema, vzemi eno vstopnico, pa mi boš ti povedala, kakšna je, kaj je na tej vstopnici. A je to samo risbica? Kaj mora vstopnica vsebovati, da lahko jaz pridem na predstavo? To je prva vrsta in drug sedež. Aha, torej vstopnica mora vsebovati zapis, v kateri vrsti se bomo z Jakom usedla in na kateri sedež. Tam v gledališču so pa sedeži označeni pa vrste, a ne? Tako, pa ponavadi piše tudi levo ali desno v gledališču, da se lažje orientiramo, ne? Mi smo že totele vzadi nalepili na stole. Ja? A te nekaj povem? Povej. Mi imamo tukaj gor, imamo še zato, ker kaže, kjero igrico bomo igrali. Ja, na vstopnice ste narisali glavne junake, a ne? Lutke. Tako, zdaj mi pa še nekaj povejte. Ste že vi odigrali kdaj vašo igro, vašo lutkovno predstavo? Tudi vašim prijateljem? Ljubček, ne to delati. Tudi vašim prijateljem iz vrtca ste igrali? 100-krat. In kako so se odzvali na predstavo? Mi 4 so in tudi zaigrali. A so bili veseli? Ja. Povejte mi, kako se pa mi obnašamo v kulturnih ustanovah? Lepo. Kako se obnašamo, kadar gremo v A ni gledališče? Alenka rekla, da ne lepo, odlično. Odlično. Obstajajo neka pravila, kako se moramo obnašati, ne da? Ja. Mogoče bi si pa lahko danes pomagali s posebnimi sličicami, ki jim pravimo piktogrami, ja? To so sličice, ki nakazujejo, kako se naj obnašamo recimo v kulturnih ustanovah in jih lahko razume čisto vsak, ne glede na to, kateri jezik govori. Saj so sličice, pa še opremljene z besedilom. In ravno vi ste jih pripravili, te piktograme, a ne da? Ja. Zdaj bomo pa tako naredili. Najprej bo Aleks šel do enega piktograma, pa mi povedal, o čem govori. A prav? No, daj, Aleks, izberi en piktogram, pa ga pokaži. Ja, takle se boš postavil malo po strani, da bo naš kamerman lahko posnel. Enega si izberi, pa povej, o čem govori ta piktogram. Pokaži ga, katerega boš razložil. Ne jemo. Tegale. Ne jemo pa pijemo. Torej v gledališču ne jemo in ne pijemo, otroci, ne da ne? Še enega. Ko je konec predstave, zaploskamo. Dobro, zdaj pa deva še priložnost Janu. Jan, boš še ti kakšnega pokazal? Katerega boš ti pokazal? Ne kričimo. Res je, v gledališču ne smemo kričati. Predstavo lulat. Na stranišče tudi med predstavo ne. Kako pa lahko gremo? Kdaj lahko gremo, če nas... Ko je konec predstave, ali pa pred predstavo. Tako. Ali pa če je dolga, pa je pauza, pa lahko gremo. Točno to sem želela povedati. Počakamo, da prekinejo predstavo in dajo odmor. Ema, zdaj pa pojdi ti, pa izberi in pokaži piktogram, pa povej, o čem govori. Tukaj, da je konec predstave, ne konec predstave, da med predstavo ne smemo
da moramo dati telefon na tiho. Tako, res bi bilo neprijetno, če bi se vi zdaj v gledališču na odru pojavili in igrali z lutkami, potem vas bi pa prekinil en tak grozen zvok telefona, to bi res bilo nerodno, a ne da? Pol tak policist pride. To pa pomeni, da ne smemo metati stvari na tla. In moramo to. Torej ne mečemo smeti. To pa povedala Sara še, kateri piktogrami so še ostali. Pridi, Sara, še ti pokaži. Jaz vem, tale, Ema, pusti, pa sama našla. ko se prištejo luči, ostanemo, pa ne hodimo med predstavo. Tako, a smo vse povedali? Ne, še on. Še en piktogram nam je ostal. Torej, zelo nespodobno bi bilo, če bi zamudili na predstavo in prišli že vmes, ko se že igra, a ne? Ja. Potem je pa treba skozi celo vrsto, če imamo sedež na sredini in bi vse zmotili. igralci in vse gledalci. Tako. Res se moramo lepo obnašati, pa ne samo v kulturnem domu, tudi v drugih kulturnih ustanovah bomo danes govorili malce kasneje. Jaz bi pa rada vprašala, če ste bili že vi v kulturnem domu v Velenju. Ja? Ne 100-krat, velikrat. 500-krat. Veliko. Kaj pa si najraje greste pogledat v kulturnem domu? Krava, ki laja v luno. Kaj je to bila gledališka predstava? Ja. Lutkovna? Ko jo je bolel trebuh, pa je kar lajala v luno. Res, kravica? Ja. Zanimivo. Pa ti si že bil v kulturnem domu? Velikokrat greste verjetno tudi z vrtcem, cela skupina. Ja, pa tudi enkrat smo gledali, a se bi gnetili na tej metli. Ja, super naslov. Se tudi smešna je bila, ko je prišel duh, pa je čarovnica padla. Res. Ja. Veste kaj, otroci, jaz pa predlagam, da si zdaj ta trenutek pogledamo tudi utrinek iz vašega obiska v kulturnem domu. Smo slišali, da ste bili, jaz sem vas zdaj malo pohecala, zato da bi mi povedali, če je to res. Zdaj pa si bomo ogledali, kako ste vi obiskali kulturni dom in kako ste se tam obnašali, kaj ste tam počeli. Poglejmo si.
Takole se pokuka tudi v zaodrje gledališča, torej samo gledališče nima samo stolov, kjer se mi usedemo, pa odra, ima tudi zaodrje, v katerem so gledališčniki, kadar čakajo na predstavo, kjer se preoblačijo, torej garderobe in tako dalje. Zdaj pa mene nekaj zanima. Lepo je bilo videti, kako se je treba obnašati, a ne? Če slučajno zamudimo na predstavo, kaj je treba postoriti? A mislite, da je dobro, da res gremo čez celo vrsto in najdemo sedež na sredini? Ali je takrat bolj primerno, da če že ravno zamudimo na predstavo, da se usedemo mogoče na stranski sedež, zato da ne motimo drugih? Je, ne? Če je le prosto, ne? Zato pa je treba iti toliko prej od doma, da ne zamudimo. Kaj pa žvečenje? A je lepo, če žvečimo? Ker ponavadi se pol spozabimo in tako na veliko žvečimo in potem to zelo grdo zgleda. Velika Sara. Sara pa tamle ima eno luknjico. Sari je malo dolg čas, zato jo bomo kar zdajle zaposlili. Namreč, otroci, kar veliko časa je potrebnega, da se lahko ekipa pripravi na neko gledališko predstavo. Kako dolgo ste se pa vi pripravljali? Kako dolgo ste vadili? A ste dolgo vadili? Ne, Ste velikokrat? smo jo čisto na pamet. Kar takoj ste jo znali? Ja. Vi ste geniji. Ker je Alenka nam Brala? plastificirane liste. Pomagali ste si s pomočjo sličic. Ja, pa tudi najprej nam je pokazala za tem lutki. Ja, veste kaj? Dragi moji, ste pripravljeni na čisto pravo lutkovno predstavo, ki so jo pripravili tile 4 otročki? Jaka, si ti pripravljen? Ja, potem pa dajmo danes se preleviti v čisto prave v kulturnike in gremo zaigrati tole predstavo. Vi kar pojdite, verjetno veste, kaj bo treba početi. Zdaj pa bomo pogledali, kaj so nam pripravili. Takole. Ja, ampak se bomo videli čez lukne take. Ja, nič hudega. Otroci, kdo bo pa povedal še enkrat, kakšen je naslov? Zajčkova hišica. Torej, dragi otroci, dragi gledalci, vabljeni na lutkovno predstavo. Ste pripravljeni? Ja. Pa gremo. Jaz si bom izgradil hišico iz lesa in lubja. Tako pa sem že. Jaz si bom pa zgradila hišico iz snega in iz ledu. Sem že, tako. Zajček. Ja. Moja hišica je pa lepša kot tvoja. Moja hišica je svetlejša kot tvoja. Lisica, to mi pa ni všeč. Moja hišica je pa lepše obozorčke kot tvoja. Moja hišica je lepša. Nekoč je pa posijala toplo sonce in se je lisicina hišica stalila. Lahko. Ojoj, kje je pa moja hišica? Grem zajčka vprašati, če je prijazen. Tok. Ja, kaj bi? Kdo je? Lisica. Jaz, lisica. Kaj bi rada? A lahko živim pri tebi? Ne, ker si ne boš čas zdražila. Prosim, zajček. No, prav, kaj se greva igrati? Skrivalnice, ti šteješ? 1, 2, 3, 4. Buu! Tako se pa ne igra. Jaz se pa tako igram. Tu ni več prostora za oba. Pojdi ven. Dobro. Zajček, zakaj poljučeš? Zato, ker jaz sem imel hišico iz lesa in lubja. Lisica pa iz ledu in snega hišica. In potem je posijalo toplo sonce in se lisicina hišica stalila
Potem je prišla mene prositi, ona me je pa napodila. Takoj jo grem iz tvoje hišice. Lisica takoj zajčkove hišice. Če zdražiš, smeš cela in skočiš bojo, ker bojo letela polena naokrog. Kikiriki, zajček, zakaj pa jokaš? Zato, ker jaz sem imel z nosa in ljubijo hišica, lisica pa je z ledu in snega. Potem je posijalo toplo sonce in se je lisicina hišica starila. Potem je pa prišla mene prositi, ona me je pa napodila. Takoj grem napodit. Hvala. Kaj še? Ne moreš, tudi medved. Ne moreš, tudi medved ni moral. In še ti si tako majhen. Bože vidu. Kikiriki, jaz hodim obleštetih korenčkih letih. Koso imam naprej, njo lisica in topiči. Takoj zajčkove hišice razbeži. Še že obuvam. Kikiriki. Jaz hodim po bleštečih korenčkih rdečih, koso imam na pleči, njo lisica in topič. Takoj zajčkove hišice razbeži. Še že oblačim. Kikiriki, jaz hodim po bleštečih korenčkih rdečih, koso imam na pleči, njo lisica in topič. Takoj zajčkove hišice razbeži. Že bežim. Zajček, pridi, lisico sem napodil. Hvala, ti si moj najboljši prijatelj. Ki pa je? Napodil sem jo. Hvala, ti si res moj najboljši prijatelj. Že vem, priredil bom zabavo. Medved, pridi. Gremo se igrati, zajček, didal zajček. Tam v travi čepli, čepli, čepli. Zajček, didal zajček, zajček, didal zajček. Kaj pa vi počnete tukaj? Igramo se, če si se poboljšala, lahko z nami se igraš. Ja. Pride, mimo lepa deklica. Pride mimo deklica, deklica, deklica. Zajček, didal, pleši z mamo. Ne pleši, pleši z mamo. Zajček, zajček, didal, zajček. Tra la 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 la, la la la, la la la, la 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 la, tra la 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 la. Bravo, odlična predstava. Ja, super. Pridite, prinesite lutke s seboj. Ja, to pa ni bila čisto preprosta predstava, ste imeli pa kar veliko teksta se naučiti, a ne da? Ja, odlično vam je šlo, res. Super, pridite, sedite se nazaj. A ja, še poklon, tako bravo, bravo. Lupica, pusti to luknico, no. Tako, pa nekaj dali čez. Ja, najprej vas bom zdaj še sam nekaj vprašala, potem pa bomo delali, a prav? Dajte mi povedati. Ja, povejte mi, zdaj, ko ste igrali tole lutkovno predstavo, ali si vi predstavljate, da bi odrastli, pa bi tudi bili gledališki igralci? A si morda kdo to želi? Da bi to počel, ko odraste? Da bi to bila njegova služba? A ne bi bilo fajn? Ja. Veste, tudi del moje službe je tak. Jaz večino časa preživim na odru kot plesalka,
učiteljica ali pa kot igralka in to je res zelo lepo. Tako, dragi otroci. Ti si učiteljica. Tudi. A mladih. Ja, mladih, mlajših pa malo starejših. A ti si vzgojiteljica ali učiteljica? Tudi sem vzgojiteljica. Oj, kot ti velo, ti imaš ful služb. A ne da? Ja, pa vedno me obdajajo taki pozitivni pa fajni otročki in ljudje, veš? Zato je tako lepo. Poslušajte me, nekaj še. Ali ste vi že tudi obiskali galerijo, sem slišala? Ja! Ja, tudi galerijo. 100-krat tudi galerija je kulturna ustanova. Ne pa ne. In Velenjski kaj ste grad. videli tam? Kaj najdemo v galeriji? Slike. Slike. Kako se pa obnašamo? Ja, kako se obnašamo v galeriji? Kaj je z našimi rokami? A lahko kar šlatamo slike? Za sabo jih imamo. Za sabo na hrbet jih damo in opazujemo z očmi ali pa v telesu. Seveda ni potrebno imeti roke kar nazaj. Ali pa tukle. Kaj pa v galeriji najdemo še poleg slik? Niso vedno na razstavi samo slike. Kipe. Ja, kakšne eksponate razstavne, a ne da? Pa ne tečemo, ne kričimo, prav tako kot tudi ne v kulturnem domu. Veste kaj? Ena izmed kulturnih ustanov pa je tudi knjižnica. Veš, kolikrat sem šel v njo vzati. Kaj imate radi knjige? Ne. Ja, knjižnica ima poseben zaklad v obliki knjig, ne da? Veliko zgodbic ste že verjetno prebrali tudi v vrtcu, ne da? V vrtcu imamo veliko knjig. Tudi? Imate knjižnico v vrtcu? Ali jih imate na knjižnih policah? Knjižnica. Kar v sami učilnici? Korito je. Ne, niso fajne knjige, Niso znam fajne. brat. Ti? Jaz pa znam brat. Jaz pa Ampak- sem eno. Pa še eno reševanko imamo. Ampak če še ne znate brati, pa potem gotovo radi poslušate, da vam nekdo prebira Jaz knjige, znam a ne? brat. Ja, veste kaj? Midva z Jakom smo obiskala tudi knjižnico Velenje in tam so nama pokazali, kako razvrščajo knjige, po kakšnem sistemu, pokazali veliko stvari, povedali tudi, kako se tam obnaša, pa tudi to so nama povedali, zakaj se uporablja knjižno kazalo. Ste pripravljeni, da si pogledamo še ta prispevek? Kajti potem bomo enega izmed teh knjižnih kazal ustvarili tudi mi. Zdaj pa si poglejmo, kako je to v naši knjižnici Velenje. Mojca leka mi je Emel. Živjo, Metka, spet sva tukaj, saj veš, da sva zelo, zelo radovedna. Veš kaj, Jaka me je vprašal, kako je možno, da otroci, ki so iz vrtca in še ne znajo brati, lahko pridejo in se vpišejo v knjižnico. Kakšne knjige prebirajo? Ja, zdravo Mojca in medvedek Jaka. Seveda otroci, ki še ne znajo brati, lahko pridejo v knjižnico. Poglejte, kakšne knjige imamo tukaj. Tukajle imamo knjige za res tiste čisto ta majhne, kartonke se jim rečejo, zato medvedek Jaka, ker so take s trdimi platnicami. In tukaj notri, kot lahko vidite, so večinoma slike. Zelo malo je besedila in zelo veliko slik. In to je za takšne majhne otročke, pol leta ali pa leto stare, ki še res ne znajo brati, zelo pomembno, ko še ugotavljajo, katere živali so, katere rastline, predmete in tako dalje. In seveda lahko pridejo, se jih pripeljejo vendar starši ali pa dedki in babice, ki pa znajo brati in oni jim pa lahko berejo. Tako, si slišal? Ja, zanima naju pa tudi, kako so knjige razvrščene na knjižnih policah. Ali so mogoče tiste knjige v medvedkih posebej na eni strani, recimo pravljice o čebelicah pa na drugi? Kako jih najdemo? Ja, seveda. Zdaj tu, kjer se nahajamo, so leposlovne knjige. To so, se pravi, zgodbice, pesmice, uganke in tako naprej. Knjige o medvedku so pa čisto na drugi strani, tam, kjer so poučne knjige. In ja, prav imaš, res so zgodbice o medvedkih na enem kupu,
pa o čebelicah na drugem, oziroma o živalih, vseh živalih so na enem kupu. Potem so pa druge knjige, naprimer o receptih, pa drugje. Ja, veš kaj, mi dva uporabljava tista vaša posebna knjižna kazala, jih lahko pokažeš. Namreč z otroci v studiu smo izdelali nam posebna knjižna kazala, taka lepa smo si opremili. Tukaj so pa malce drugačna, teh pa ne moremo odnesti domov, ne? Ne, res je. Vi ste najbrž izdelali taka knjižna kazala iz papirja. Ja, to so iz kartončka, to so tista, ko si tam, kjer ostanemo v knjigi, si zataknemo kazalo, da vemo, kje smo ostali. Tale naša kazala, takšnega sem zbrala, ko je medvedek jaka gor, so pa malce trša, taka iz plastike in ta pa uporabljamo v knjižnici. Zato, da vemo, ker pri nas so knjige lepo zložene, niso kar razmetane, po abecedi, torej po avtorjevem priimku, in ker so tako lepo zložene, tule gor so tudi takole črke napisane, imamo mi tele kazalke, da vemo, kje smo knjigo ven vzeli. Recimo, če jaz vzamem tole knjigo, Kmetija kuku, dam to kazalko tule notri, jo potem pogledam, če mi je všeč, jo vzamem domov, pa kazalko ven vzamem, če pa ne, pa točno vem, kje sem jo vzela in jo vrnem na tisto mesto, kjer je tole knjižno kazalo. Odlično. Jaka, kaj misliš, kako se moramo obnašati v knjižnici? Takole na glas, kot mi dva danes govoriva, verjetno ne smemo, ne? Smo malce preglasni. Ja, to je pa mogoče res. Kakšen je knjižni bonton? Sej sem tudi jaz kar malo preglasna, ja, ampak otroci ponavadi v knjižnici že vejo, da se morajo obnašati malo drugače, malo bolj tiho, ne smejo uporabljati mobilnih telefonov ali pa, če že bolj potiho, ne smejo se loviti pa skrivati, čeprav so tele naše knjižne poličke tako super za skrivanje. To lahko delajo na igrišču, pri nas pa ne, lahko pa berejo, se učijo, razmišljajo, gledajo knjige in tako naprej. Metka, hvala ti. Midva greva pa zdaj kar po eno pravljico, veš? Super, odlično, zagotovo bo medvedko. Ja, se vidimo. Čau, čau. Sedaj bomo pa lažje poiskali svojo knjigico, ker si bomo izdelali knjižno kazalo. Pravzaprav to uporabimo takrat, kadar so že naše očke malo trudne, ko ne moremo več brati naprej. Si moramo nekako označiti, kje smo končali, da si ni treba zapisati, brala sem na 3. strani, ne morem več naprej, ampak si preprosto označimo v knjigi, kje smo končali z branjem in naslednji dan, ko imamo očke zopet spočite, lahko nadaljujemo. Takšno le naše knjižne kazalo je napravil Jaka. Zakaj služi? Poglejte, takole. Ja, če bi zdaj takole brali pravljico in nekje končali, bi dali zavihek, dali na rob knjigice oziroma na list in potem, ko zapremo, nekaj kuka ven in točno vemo, kje nadaljujemo zopet prihodnji dan. Ste pripravljeni, da z nami ustvarite takšno kazalo? Vi tudi? Jaz ne vem. Česa ne veš? Ne veš? Kakšen nares? Se ti bom pokazala oziroma pomagala. Seveda pa ni potrebno narediti takšnega, lahko ga opremite, kakor želite. Lepo prosim, izdelajte to za vašo vzgojiteljico Alenko, ker ona zelo rada prebira knjige. Tudi Anito. Potem pa ti lahko za Anito, ti pa za Alenko, ker te je prosila, prav? No, poglejmo, kaj potrebujemo. Potrebujemo malo trši papir, šeleshamer, potem potrebujemo lepilo, da boste zalepili tale delček, ki sva ga midva z Jakom takole pripela. Vi ga boste zalepili. Mogoče kakšno pisalo, če boste kaj označili ali pa ga dorisali, in škarice. Pa lepilo smo že povedali, danes imamo še čopiče v rokah, ker imamo lepilo v lončkih. Zdaj pa lahko začnemo z delom. Kaj so tam listi? Ja, to imamo še pripravljeno, če bi česar primanjkovalo, veš. Kako bomo zdaj začeli z delom? To se sploh ne bo videlo, ker boš ti tole zdajle morala zalepiti. Ja, potem pa boš samo tukaj le en delček odrezala. Kaj bomo najprej naredili? Šeleshamer bomo prepognili na polovičko, to smo že naredili. Zdaj pa predlagam, preden boste zalepili,
da tale sprednji delček odrežete na polovičko. Bo šlo? Poglejte me, takole boste z škaricami iz enega kota v drugega odrezali stran, da boste dobili takšen žepek. Poglejte, vidiš? Tu za denar. Ja, lahko je tudi za dinarčke. Ampak mi ga delamo zdaj za knjigico. No, vzamite papirček in poglejte mojega, da boste vedeli. Sprednji delček lepo odrežete na polovičko. Kar začnite, kar odrežite. A ta? Tako, točno tako. Ime Ja? ne bi smela tak. A tak? Kako? Ni važno kako. Tudi če bo šlo malo krivo, nič za to. Tak. Samo sprednji delček, samo sprednji del. Tako, glej, takole mava mi dva. Zdaj pa tukaj, iz tega kota do tegale odrežemo. Še tebi pokažem. Ampak tak že. Takole. Zdaj pa iz tega kota spodnjega levega v desni rob gor odrežemo ravno. Po diagonali bi lahko to rekli. Ko boste rezali, imejte samo v mislih, da greste ravno do tega kotička, do črte. Vidiš? Tako. Zdaj boš pa, dobro ti mama, takole bova naredili, ne? Zdaj boš pa tale delček prilepila skupaj, da bo nastal žepek, velja? Torej z lepilom namažeš tukaj eno črtico, pa ni potrebno veliko lepila. In zalepimo, da dobimo žepek. Tudi ti. Jaz tudi. Bova imela takšnega, okej. Si podej. Ne pa imel tak. Ja, tukaj, lej, poglej, nanesi lepilo na eno A stran. si ga lahko In potem boš narišemo? takole naredil. A si ga lahko pobarvamo? Lahko, seveda, izvoli. Lahko ga opremite, kakor želite. Lahko še jaz. Tudi dobiš. Lahko pa izrežete ven kakšne dodatke, kot so oči, če imate mogoče doma kakšne predmetke majhne, kakšne pikapolonice, rožice, mogoče oči migice, lahko tudi tisto uporabite. Ja? Ali pa mus gumi, kar želite. Veliko materijala se najde doma, s katerega lahko ustvarjamo. Ampak najprej zalepite ta žepek, prav? Kako ga zalepim? Takole, tukaj le gor boš nanesel lepilo, lej po eni strani in potem boš zaprl in dobiš žepek, prav? A tu? Si že zalepila? A tu? Ne, tukaj le. Tukaj vzdolž samo eno črto pobarvaj z lepilom, naneseš. Kako jaz Tako. te pobarvam? Tukaj le. Kje misliš, da bi morala nanesti lepilo, če hočeš dobiti takle žepek? Kje? A bova tu zalepile ali bova tukaj zalepili? Tukaj, a ne? Zato, ker tukaj morava imeti prosto, da bo šel list noter. Kaj pa zdaj naredim? Zdaj pa zapri, da boš dobila žepek. Pa takole malo pogladiš, da se prime, kar na mizico daj, bo To lažje. lahko domov nesem. Seveda, to je za vas. Lahko je vaše, lahko pa podarite, tako kot smo rekli, a ne? Vaši vzgojiteljici, Aniti ali pa Alenki ali pa kar obema. Jaz tudi daleki. Jaz bom sebi. Tako, medtem ko nastajajo, zdaj pa kar, Evo, kaj, sem s že. čim bi ga ti okrasila? Ali boš kaj gor nalepila, mogoče kak srček izrezala, poglej. Lej, tukaj so srčki, lahko izrežeš. Lahko ti jaz naredim enega. Jaz ti ga bom narisala, ti ga boš pa izrezala, prav? Ja? Takole. Tako in tako. Izvoli. Kaj bi pa ti imela? Joj, zdaj pa ga zalepi. Tak, si obrnila. Vidiš? Zakaj si odrezal? Zdaj pa malo potisneš, pomladiš, pa malo počakaš, da se posuši, zato pa ta čas lahko opremiš tole kazalo, ja? Jaz sem že. Ti si že, kaj boš gora? Boš kaj narisal ali boš kaj nalepil? Poglej, midva sva dala take oči, pa naredila zobke, ti pa kar želiš. Takšen, da bo vam všeč. Jaz bi tudi srček. Ti bi tudi srčka imel, res? Kakšne barve pa? Boš imel rumenega? Le, tukaj imava rumeno. Ti bom narisala, ti pa izrežeš, velja? Srčki, ne? Ker v mesecu februarju ne praznujemo samo kulturni praznik 8. februarja. Danes ni samo kulturni praznik, v februarju imamo še en praznik, praznik zaljubljencev. Mogoče pa podarite nekomu, ki ga imate radi.
Ja? Ker ravno srčke delamo, a ne? Ja, jaz ne delam Ne? Kaj boš ti zobke naredil? Ne, zdaj bom to učil. Jaz zvezdice Očka boš naredil? delam. Dobro. A veste potem vi, kateri praznike? Kulturni praznik. Franceta Prešerna danes slavimo. Moraš imeti sanj Praznik. Ja. Ja, obega masta, nič hudega. Si lahko kar z enim čopičom. Ne, Prešeren v Celju. Kdo? Prešeren je v Celju? Ja. Ja, mogoče je še kakšen Prešeren, ki živi v Celju zdaj, ta trenutek, ampak ta Prešeren, dr. France Prešeren, ki ga pa mi danes omenjamo, pa žal ne živi več. Je pa pustil za seboj veliko lepih knjigic, a ne, napisal veliko lepih zgodb, med njimi tudi Povodnega moža, ki ste delček ste slišali čisto na začetku v oddaji. In 8. februar je praznik, obletnica smrti našega največjega slovenskega pesnika. Pesnika. Ja, Tudi pesnik. pisal take pesmi kot že velike zgodbe, a ne? Rjav. Mislim, da je rjavkasta. Ja, mi da, zdaj sem flomasta. Izvoli. Čarobna beseda. Prosim. Izvoliš. Tudi jaz rabim. Tudi ti rabiš. Ampak dajte še kaj narediti, dajte še kaj izrezati. Ja, dragi otroci, ura dela tika taka. Nas že opozarja, da je oddaja že skoraj čisto pri koncu, kar pomeni, da se moramo na žalost posloviti. Vi boste seveda do konca izdelali, ti bom pomagala, med tem časom se bom pa jaz poslovila. Otroci, danes ste izvedeli marsikaj lepega, marsikaj zanimivega in poučnega. Pojdite v knjižnico, hodite v kulturni dom, oglejte si veliko predstav, te nam pustijo res lepe spomine. Iz njih se tudi lahko kaj naučimo, predvsem se pa ob tem lahko tudi zabavamo. A učke nalepiš? Lahko jih zalepiš, seveda. Prav je, da se tam obnašamo lepo, kakor tudi vse povsod, kamor gremo. Bonton naj ostane vedno lep. Moramo se ga držati, kjerkoli smo. Bodimo pridni. Rumene učke naredim. Lahko. Kaj ti dam? Tole? Dobro. Torej, lepo se imejte, veliko se smejte in do prihodnjega srečanja z nama, z Jakom, vam želim šele 5, 4, 3, 2, 1, nič. Poljubček. Zdaj pa hitro v posteljo, še prej pa zobke umiješ, a ne? Čau, čau.